Now you say you're lonely. You cried the long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Dober večer vsem, ki ste se zbrali na odprtju razstave alumnov Škofijske klasične gimnazije in predstavitvi literarnega zbornika Ribnik določijo lokvanji. Za ta lep glasbeni uvod je poskrbela alumna naše gimnazije Amber Brvar, na klavinovi pa jo je spremljal profesor glasbene šole Miha Klemenc. Sicer pa je Amber, tako kot tudi drugi dve pevki, ki bosta poskrbeli za glasbeni program ob nocojšnji otvoritvi, učenka iz razreda profesorice Sandre Klem, glasbene šole Matije Tomca, ki deluje v našem zavodu. Ker pa smo v šolskem letu 23-24 jubilejno razpoloženi, se mineva 30 let od ponovne ustanovitve Zavoda svetega Stanislava, kar pomeni 30 let praznuje gimnazija, dijaški dom in tudi galerija Staneta Kregarja, pa smo nekatere naše alumne, ki delujejo na področju likovnega ustvarjanja, povabili in so se nekateri med njimi pač prijazno odzvali, tako da na tej razstavi se nam pravzaprav predstavlja 9 naših alumnov, 9 likovnih ustvarjalcev. Večina med njimi je zaključila študij na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Poleg tega so pa nekateri med njimi tudi sedaj že ne samo uspešni na svojem slikarskem področju ali pa oblikovalskem, ampak so tudi nekateri šli po poti profesorske, torej pedagoške službe, tako da sem pomislila, kako je res šola in tak prostor, kjer se stalno menjavajo, stalno kroži to predajanje ne samo znanja, predajanje navdihov, ustvarjalnosti. Namreč, ko sem gledala življenjepise kratke, ki so jih naši razstavljavci pripravili, sem dejansko pomislila, kako so profesorji, ki so delovali v likovni šoli tukaj pri nas, navdihnili marsikaterega dijaka, da je potem ne samo odprl vrata v svet likovne umetnosti, da mu je ta svet postal malo bolj domač, da mu je odprl v enem drugačnem jeziku, kot smo sicer vajeni v šoli, ampak da je dejansko potem na široko odprl vrata tudi svoje poti likovne ustvarjalnosti. In kmalu, kar nekaj let zatem, pravzaprav prevzel vlogo svojih nekdanjih profesorjev. Zdaj, razpon ustvarjalcev tukaj je dejansko od prve generacije, torej tiste, ki so se vpisali, zdaj verjetno rečemo res davnega leta 1993, marsikateri med vami sem zdajle pomislila, da dejansko se še niti rodili niste takrat, pa pravzaprav tudi do nekaterih, ki zdaj zaključujejo magistrski študij. Kot tista alumna prve generacije se nam tokrat predstavlja tudi slikarka Nika Zupančič. Zdaj seveda zaradi manjšega prostora se vsak lahko predstavi z enim takim značilnim izborom svojih del, tako da Nika je izbrala za predstavitev tukaj v Atriju, kjer smo izbrali slikarske stvari. Ona sama reče, kot da je to iztrganka iz ene velike skicirke. Da želi pravzaprav tokrat se ne predstaviti s kakšnim takim svojim delom, po katerih jo prepoznamo kot tisto, ki teži v svojem slikarskem izrazu res k neki perfekciji, ki je tudi jo likovna kritika kot tako prepoznala, ampak verjetno tudi kot navdih za naše mlade, sicer malo neobičajno velik format, ampak si dejansko lahko predstavljate, kako iz skicirke iztrgaš nek list, samo da je ta dejansko 2-metrski list in potem pravzaprav ali bo iz tega nastalo nekaj naprej, ali bo nekaj časa še zorelo, nikoli ne vemo, kakšna je pot. Tako kot njena pot, ki se je tukaj začela v likovni šoli, pri profesorju takrat Zmagu Modicu, se je potem nadaljevala ne samo na Ljubljanski akademiji, ampak se je potem izpopolnjevala tudi v Amsterdamu, kasneje na umetniški rezidenci v Parizu,
in Leipzigu. No, in mislim, da že od leta 2013 je pa potem prevzela pa sama kot mentorica vodenje likovne šole naše gimnazije. Drugi, ki je tudi zelo uspešno zaključil ne samo svojo slikarsko pot na akademiji, ampak potem tudi doktoriral iz likovne teorije pri profesor Muhoviču, zdaj sicer nisem čist sigurna, me lahko doktor Jurij Selan popravi, a je bil tudi doktor Muhovič njegov mentor že v likovni šoli ali mogoče Darko Slavec. Ja, Darko Slavec je bil tudi v navdih številnim našim mladim, no ampak je pa potem, namreč doktor Muhovič je tudi bil nekaj časa mentor v likovni šoli, pa njega navdušil za študij likovne teorije, tako da je pravzaprav, ko smo imeli letos septembra razstavo verjetno najbolj znanega ali pa utemeljitelja likovne teorije na Slovenskem, Milana Butine, ob njegovi 100-letnici, smo lahko s ponosom rekli, da je potem poleg doktorja Muhoviča naslednik likovne teorije pa naš nekdanji dijak, doktor Jurij Selan, ki pa sicer zdaj profesor na pedagoški fakulteti na oddelku za likovno pedagogiko in tudi že precej let tudi prodekan. No, za predstavitev na tej razstavi je pa izbral tisto, kar mu je tudi sicer ljubo, kar mu je blizu, poleg slikarskega ustvarjanja, takoj prepoznamo značilne vedutne poglede na naše hribe, torej kar on vztrajno skicira oziroma fotografira, ko hodi v gore, potem doma se mi zdi še bolj vztrajno z polaganjem barvnih ploskvic drugo ob drugo, počasi gradi in ustvarja te lepe vedutne gorske te krajinske poglede. No in je potem, se mi je zdelo prav v tej svoji z likovno teorijo povezani vlogi, se je pa odločil, da je pa dodal še 2 sliki iz njegovih serij abstrakcij. Namreč sam pravi, in dejansko tako je, ne glede ali gre za predmetno upodobitev ali za abstraktno sliko, izhodišče pri obeh je barvna ploskev. In je, žal nismo mogli razstaviti več del, ker je pač atrijski prostor omejen, ampak upam, da dobite en tak vtis v tem ritmu zaporedja teh abstrakcij in potem gorskih krajin, tisto, s čimer nas Jurij Selan nagovarja. Potem še ena uveljavljena slikarka, akademska Meta Šolar, ki tudi trenutno v Ljubljani ima 2 razstavi, in je tudi za svoje delo, tako kot že prej omenjena 2, bila tudi večkrat nagrajena in se je potem tudi izpopolnjevala na umetniški rezidenci v Franciji. Meta Šolar se pa za razliko zdaj od teh, ki deluje bolj abstraktno, pa predstavlja z enim takim svojim prepoznavnim figuralnim ciklom. Pogosto namreč na njenih podobah vidimo te podobe deklet, žensk v eni taki njeni prepoznavni avtorski govorici in vidimo, da je tudi potopljeni v ta rastlinski svet, tako da se mi zdi zanimivo, da lahko že zaradi razlike v velikosti formatov, ker nekateri, 2 deli sta večjega formata, potem pa tamle v kotu 2 taki manjši, kako pravzaprav nas slikarska ploskev, kako nas ta likovna površina ne nagovarja samo s temi likovnimi elementi, z barvo, s potezo, s ploskvijo, s teksturo, ampak seveda, zakaj je tako pomembno, da vidimo umetnine v živo, ker seveda tudi format sam, ko stojimo pred njim, zagotovo nam odpre en drug dialog z njim, lahko odpremo, kot pa če bi to gledali samo v določenih centimetrih reprodukcijo iz kataloga. No, tukaj za mano je pa tudi diptih večjega formata, tihožitij, v bistvu naše tudi alumne Sare Križaj, ki pa zdaj zaključuje magistrski študij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Ona je tudi vmes že se izpopolnjevala prek Erasmusa v Nemčiji, v Halleju in zdaj ravno prejšnji semester na jugu Italije na Akademiji v Lečeju. Poleg tega pa tudi študira klasično filologijo. Tako da sicer zdaj mogoče s takim bolj prepoznavnim motivom tihožitja, ampak vendarle na zelo izrazit način odpira tisto, kar jo, kot sama pravi, na likovnem področju najbolj zanima. To je pa sam tisti magični izvor nastanka dela, kaj je tisto, kar je v samem izhodišču, na začetku,
slike in potem ali gre to za nek neposredno spoznavni motiv ali pa gre samo za plastenje barv, ki ustvarjajo eno tako zelo sublimno razpoloženje. Se mi zdi, da je to njena avtorska pot iskanja, njej lastne prepoznavne govorice, v katerem potem seveda želi nagovoriti tudi nas. S 3 zelo majhnimi tihožitji, no pa še tam zadaj. Tako da ta atrij smo namenili tistim, ki se neposredno ukvarjajo s slikarstvom v ožjem pomenu besede. Ta spodnji atrij, ki je tudi za samo razstavo najmanj prijazen, ker je seveda s temi pilastri in nosilci podpornimi najbolj razčlenjen, je pa potem s svojimi barvnimi fotografijami, ki jih je dala natisniti na platno, pa opremila tudi alumna Polona Avanco, 3. generacije, ki je tudi ravno zdaj v zadnjih mesecih se pa v našem zavodu svojo pedagoško žilico tudi pokazala, namreč vodila je tečaj fotografiranja. Zdaj sam izbor tukaj se mi zdi značilen tudi za njeno osebno pot, namreč sicer je diplomirala iz gozdarstva na Biotehniški fakulteti, vse skozi pa tisto, ker je neke vrste po mojem posrednik med njo in svetom, ki je omogočil, da mogoče na tak mal bolj posreden in direkten način komunicira, je bil pa zagotovo fotoaparat. To je tisto, kar jo spremlja ne samo pri njenem strokovnem delu, ampak tudi pri njenem zasebnem ali pa v prostem času. In je izbrala za to predstavitev Skrivno življenje gozdarjev. Je daljši čas zdaj spremljala čist vsakdanji ritem lovcev in gozdarjev na področju Kočevske in je potem nastal en cikel, zelo obsežen, za to razstavo je pa izbrala nekaj del. Tako da se mi zdi, da njena moč je dejansko tudi ne samo v fotografiji, ampak da iz teh fotografij ustvarja zgodbo. Tako da o tem se pa lahko prepričate, ko boste en tak obhod naredili, ko vas povab pravzaprav na pot skozi te naše bogate gozdove. Zdaj sicer ne morem, bi bilo tehnično preveč zahtevno, da se zdaj prestavljamo na drugo stran glavnega vhoda, tako da tisti, ki še niste videli, ste potem povabljeni. Levo od glavnih vrat je pa še Meršolov atrij. Tam smo pa namenili prostor našim oblikovalcem in ilustratorjem. Namreč kar nekaj jih je sicer nadaljevalo študij oblikovanja ali pa vizualnih komunikacij na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, pa so potem to polje svojega ustvarjanja razširili. Tinka Mesec Tomazin se predstavlja z zanimivimi serijami ilustracij. Njena ne samo študijska, ampak potem tudi poklicna pot je sicer vezana na oblikovanje. Sama pa pravi, da pravzaprav ilustracija, risba je pa tisto, ker jo vedno znova vrne najbolj k njej sami. Najprav, kadar spet primam za svinčnik, kadar začnem ilustrirati, se mi zdi, kot da sem prišla domov. Tako da lahko vidite en tak izbor iz 2 različnih serij na tak zanimiv, malo ironičen način, to naše vsakodnevno življenje, pa včasih res ta naš hrupni svet, pa tudi naše tiste drobne ali pa včasih žal tudi večje neumnosti, ki nam spodnašajo en tak življenjski ritem, je izbrala za tokratno predstavitev. Zraven je potem pa še študentka vizualnih komunikacij Hana Besjedica, tudi ona je bolj zavezana ne samo obliki, oblikovalski formi, ampak tudi besedi. Že v gimnaziji tudi zelo aktivno sodelovala pri našem literarnem krožku Domačih vaj. Je pa za predstavitev izbrala, mogoče ste zdaj zasledili, ker je ravno aktualna tema, namreč opremila je avtofikcijski roman Toksik, tudi naše alumne Eve Mahkovič, sicer dramaturginje iz Mestnega gledališča ljubljanskega, in mariborska drama je prav v tej sezoni po tem romanu naredila dramatizacijo, tako da je potem Hana poskrbela tudi za grafično podobo plakata
ki je tukaj razstavljen, zraven je pa pol dodala še nekaj svojih avtorskih del, s katerim se je tudi že uspešno predstavila ne samo doma, ampak potem tudi na teh festivalih v tujini. Potem imamo pa še dva ustvarjalca, mogoče najbolj taka nenavaden medij na področju likovnega izražanja, je pa izbrala Katarina Bartol. Ona je po svoji strokovni in zdaj že poklicni poti restavratorka, konzervatorka, ki se je pa že v gimnaziji veliko ukvarjala najprej z grafiko, kasneje pa začelo zanimati predvsem oblikovanje papirja. Se spominjam, da je enkrat rekla, da ta rek, da papir vse prenese, je ona vzela ne v tem metaforičnem, ampak dobesednem pomenu in začela raziskovati, kaj pravzaprav papir pomeni, če ga zgibaš, če ga zarežeš, če ga plastiš. Tako da zdaj že kar nekaj let ob tem svojem restauratorskem delu za svoje osebno raziskovanje pa pravzaprav uporablja to, kar je zdaj tako poimenovala papirni z grafito. Namreč boste videli, da s plastenjem večbarvnega papirja, v katerega s skalpelom zelo, zelo precizno, se vidi, da je za restauracijo stenskega slikarstva ta natančnost na prvem mestu, urezuje podobe, ki jih potem naložene druga na drugo, ne pa potem dajo zaključno sliko. Tako da si boste lahko ogledali, kaj nastane izpod njenih prstov, zdaj tudi že kar precej velikega formata. No, potem sem pa res vesela, da se je pa vabilo na razstavo odzval tudi naš zavodski kaplan, Peter Čemažar. On sicer ni po študijski poti se nikoli izobraževal na področju kiparjenja ali pa likovnega ustvarjanja, čeprav sem se šele zdaj spomnila, da v 4. letniku me je zelo presenetil, ko je 4. A naredil ene take izjemne jaslice v več delih in smo imeli v kapeli iz Siporeksa narejenega dobrega pastirja, ki ga je Peter naredil, je pa dejansko že od malega vse skozi oblikoval glino. V bistvu kot samouk, seveda pa verjetno veste, da je njegov oče Lojze Čemažar, priznan slikar, in je to vzdušje, ta ateljejski umetniški duh, zagotovo bilo nekaj, kar je vplival na Petra Čemažarja in ob svojem pastirskem delu, velikrat naredi tudi kakšno drugačno podobo pastirja z veliko. Tokrat se predstavlja s klasično podobo jaslic, potem s podobo svetega Jožefa in pa prav zdaj z enim zadnjim naročilom, ki ga je naredil za kapelo Bogoslovnega semenišča, podobo srca Jezusovega kot žarečega ognjišča ljubezni. Tako da verjetno ta izbira motivike pri njem, tudi jaz to razumem kot neke vrste utelešeno molitev ali pa eno tako duhovno meditacijo. No, za zaključek naj pomenem, da je pa dodal pa potem še eno zanimivo podobo, ki je pa navezana dejansko na galerijo Staneta Kregarja. Namreč zadnja Kregarjeva slika, ki jo imamo mi v naši stalni zbirki, je ena zanimiva podoba dečka, ki sloni za mizo v taki malo zabrisani pa zelo močni koloristiki z naslovom Sanje. In sploh nisem vedela, da je že, ko je bil tukaj na gimnaziji, ta motiv preigraval, zdaj pa enega, ki je sicer tudi že star nekaj let, je pa potem tega dečka oziroma te sanje tudi postavil na ogled. Tako da zdaj sem jaz samo zelo na hitro vrisala, se opravičujem, ker sem verjetno tistim ustvarjalcem, ki nisem poudarila vseh vaših uspehov pa nagrad, nekaj stvari, kolikor ste želeli razkriti, ste tu dali nje ob avtorjih tudi kratka predstavitev, če boste želeli. Sicer pa v dobi tehnologije in vseh teh medijev, ki želijo, da bi nas povezali, mislim, da tudi ne bo težko najti na področju digitalne tehnologije njihovih del in če vas še kaj zanima informacij o njihovih delih, predvsem imate pa danes potem tudi možnost, da z njimi potem tudi poklepetate. Ker imamo še drugi del, se zdaj upravičujem, ne bi zdaj vseh vas, bi vas potem ob zaključku, ko nas bo še gospod ravnatelj nagovoril, povabila tukaj spredaj, da vas potem vidimo. Ker bomo pa vse en kulturni program oblikovali pa zdaj najprej še z glasbo in sicer bo naša maturantka Katja Košir, tudi učenka iz razreda profesorice Sandre Klem, zapela pesem Breakdown.
Potem bo pa glavna urednica literarnega zbornika Erika Primc predstavila, kako je ta projekt nastajal. Zatem bodo pa tudi 4 naše alumne, Ana Obreza, Ana Marija Jevnikar, Jevšenak, potem Ema Meden in pa Uršula Vratuša, bodo pa predstavile en krajši zbor samo poezije iz tega zelo širokega sicer spektra, ki ga boste potem lahko brali v ribniku, ki ga določijo Lokvanji. Don't you break down on me. Don't you break down on me. If it's my time to suffer, if it's my time to pay more than any other, you're my saving grace. So whatever it is, I'll need you now, I'll need you now, I'll need you now, baby. If I'ma do this, if I'm gonna do this, I'll need you now, I'll need you now, I'll need you now, baby. 'Cause if I fall, if I break, you don't even know the mess I made. No, lep pozdrav še strani ustvarjalcev literarnega zbornika. Kot že omenjeno, je ob tem jubilejnem letu se v bistvu izkazala zelo lepa priložnost, da se malo spomnimo tudi na literarno ustvarjanje, ki ima v bistvu v prostorih tega zavoda svoje domovanje že kar od začetkov. In tako smo se z uredniško ekipo, ki pomagali so mi Martin Klančar, Eliška Škalar, Jernej Grl in Manca Končar, smo se lotili pregleda starih domačih vaj, in sicer samo od zadnjih 10 let, ker ob 20-letnici je bila narejena že nek podoben projekt, tako da so nam oni malo olajšali delo. Tako da v bistvu zbornik sestavljajo literarna dela iz domačih vaj zadnjih 10 let. Drugi del izbora pa sestavljajo literarna dela, ki so jih poslali nekdanji dijaki, torej alumni, ki še danes kaj pišejo. In vse skupaj je postala res ena taka zelo lepa celota, raznolika, tako se prepletajo neko dijaško ustvarjanje, ki komaj vemo, da je dijaško, in že neko z bolj odrasle oziroma odraščajoče perspektive. Prepoznati jih v zborniku tako, da so ob delih iz starih domačih vaj ob navedbi avtorja je še letnica, kdaj je to delo izšlo. Tako da ja, ob tej priložnosti bi se res rada zahvalila vsem, najprej uredniškemu odboru seveda, je bilo res lepo sodelovanje in vsem, ki ste poslali svoje dela. V bistvu je bil odziv zelo lep, no. To se res vidi, da nek duh ustvarjanja, ki se je mogoče tukaj prebudil ali pa dobil tisto vodo, ki je bila potrebna za rast, da rojeva sadove še danes, no, kar je res lepo videti in brati. Ko sem se stvari sem kar velikrat prebrala in tako, ko sem to prebirala vedno znova, sem vedno dobila tisti občutek, ker imam sama tudi res rada literaturo, je to tisti medij, preko katerega pogosto dobim ta občutek, ki ga je Tinkara Ušić Fratina zelo lepo besedila v eni pesmi, da postal si del nečesa, čemur ne veš pravega imena. In ker vam želim del tega tudi podeliti, bi zdaj kar povabila naše recitatorke, da nam predstavijo koščke pesmi iz zbornika. In reče: ljubim, sveto zatišje v središču viharja. Pravijo, da je čas v stiku teles. Če si pogrejem roke na tvojih licih, ti toplote ne morem vrniti. Vrenje je,
v mozgu kosti. Toda kosti se hladijo. Dol steči po sveči, stopiti stopala, se zaiskriti in se užgati, v zemljo vkopati kolena, se do kolen umazati, nabrati polena in rasti, po ostrem robu hrbtenice, na vsakem vretencu zbuditi deja vu in splezati gor do vratu, se tam udomačiti na pragu ustnic, vzeti vsak topel poljub, vzeti vsak tih požar, vzeti vse opekline, potem spet uhajati dol na oltar, počasi, ljubosumno, kakor njem vosek izpod plamena, postati mehki nič in vedno vedeti to, da si za toploto dal svoje telo, še dolgo potem dišati v zraku. Nekega dne bom stopila do tebe kot do mogočnega hrasta. Nobenih besed ne bo med nama. Stala bova na najini razdalji in se opazovala. Po določenem času, ki ne bo čas, ampak trajanje, bodo od tebe začeli padati listi, to vem. Na to bom tudi jaz začela izgubljati liste in po tvojem deblu bo začela polzeti žalost. Ne vem, kako dolgo bo trajalo najino snidenje, a bo v času, ki sploh ni čas, ampak trajanje. Tišina je dolgo korakala po praznini prostora. Kako to časovno dobo kvantificirati je velik problem, saj ure tiktakajo. In se je nenadoma obregnila sama vase in popraskala ravno tisto točko, ki jo je srbela. Morda je bila to sreča, vendar tišina tega pojma, tako kot srbeža, ni poznala in je zgolj skomignila z rameni in marširala dalje. Da so solze lepše od obraza, da se obraz nikoli ne spremeni, samo duša se postara kot srce otroka, da ni vaje, s katero bi vzljubili telo, samo telo je, ki vzljubi prevale. Hvala našim recitatorkam, alumnam Ani, Ane Mariji, Uršuli in Emi in Filipu Ošlaju, ki je tudi naš nekdanji dijak, ki je njihove recitacije pospremil še s to glasbeno improvizacijo. Sedaj pa kar vabim k besedi ravnatelja Škofijske gimnazije, gospoda Richarda Reška, da nagovori naše mlade ustvarjalce in da odpre razstavo. Drage alumne, dragi alumni, cenjene obiskovalke in obiskovalci. Ko mi je pred tednom dni nazaj moja draga sodelavka Bernarda rekla, da mi bo pripadla ta čas, da spregovorim nekaj besed, sem bil najprej počaščen. Takoj zatem pa pride skrb, kaj povedati. In prišla mi je v roke knjiga Ferija Lainščka in ena meni ljuba njegova pesnitev, ki jo želim v tem trenutku podeliti z vami. Moja hiša. Ni res, da le sanjam in čakam. Sezidal nevidno sem hišo. Tu vse je tako, kot sem želel, za goste napravil sem nišo. Vesel te bom zmeraj, ko prideš. Postrežen ti s tvojo dobroto, zapojem ti pesem o sreči, ti dušo napolnim z lepoto. Ostal boš lahko še pri meni, dokler boš vsaj skušal verjeti, da svet ni brezupen in beden, pa rad ga boš moral imeti. Ni res, da sem čuden in smešen, le vrt sem drugačen zasadil.
Tod rastejo rože, besede, ta šopek, iz njih sem napravil. Letos sem na maturantskem plesu spregovoril našim maturantkam in maturantom. En pomemben poudarek, ki sem jim ga želel sporočiti, je ta, da so biseri. Vsak izmed njih svojstven biser. Biser zato, ker je edinstven. In danes, ko sem obkrožen za vso to lepoto, ki jo ustvarjate tudi vi, drage alumne in alumni, vam lahko rečem samo to: hvala, da ste biseri, da svetite vsak na svojem področju in da prihajate nazaj v hišo, ki je bila, je in vedno bo tudi vaša. Prijeten večer. Zdaj bi pa kar povabila, mogoče, ker smo v drugem delu slišali najprej predstavitev zdaj zbornika, kar glavno urednico Eriko Primc, potem iz uredniškega odbora vidim še Martina Klančarja, Manca Končar, Manco Končar, potem Zalka Ilovar, Zalka Leskovar, ki je res izjemno lepo oblikovala zbornik, in pa Marija Bobič, ki je potem pripravila ilustracijo. Dva urednika, dva iz uredniškega zbora, Jernej Grl pa Eliška Škaler, sta pa na študiju v tujini. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same.